Internet je preplavljen s teorijami zarote o skoraj vsaki možni temi. Nekateri ljudje verjamejo, da vlade sveta skušajo pospešiti konec sveta. Drugi menijo, da pristanek na Luni se ni nikoli zgodil, da so nekatere slavne osebe zamenjali dvojniki. Če omenim le nekaj primerov. Številka 10. Med bolj nenavadnimi teorijami zarote so predlogi, da Luna v resnici ne obstaja, da Avstralija ni pravi kraj in da so vse kamnine na Zemlji mehke, dokler se jih ne dotaknemo. Večina ljudi te vrste teorij jemlje z rezervo, vendar je ena v zadnjih nekaj mesecih pridobila nekaj pozornosti zaradi objav na družbenih omrežjih, ki trdijo, da bo Zemljina gravitacija za kratek čas izginila leta 2026. Govorica se je začela širiti po internetu v začetku leta 2026, ko je nekdo začel namigovati, da bo naša gravitacija prenehala delovati za približno 7 sekund 12. avgusta in da bo ta dogodek imel katastrofalne posledice za vse nas. Po navedbah objav naj bi bil tajni dokument NASA z naslovom Projekt Sidro razkrit medijem novembra 2024. Vseboval naj bi dokaze, da je agencija vedela za ta dogodek in da se je pripravljala prav na ta datum. Eden od uporabnikov Instagrama je na svoj profil objavil video, na katerem je bilo mogoče videti moškega, ki sedi v avtomobilu. Vsebuje tudi besedilo. 12. avgusta 2026 bo svet za 7 sekund izgubil gravitacijo. NASA to ve, pripravljajo se, vendar nam ne povedo, zakaj. Besedilo je prav tako trdilo, da bo gravitacija dejansko izginila za natančno 7,3 sekunde in da bo zaradi posledične katastrofe življenje izgubilo med 40 in 60 milijonov ljudi. Trdijo, da bo vsak predmet, ki ni pritrjen na tla, začel lebdeti navzgor in da bo po 7 sekundah vse znova padlo nazaj na Zemljo. Zato verjamejo, da bo veliko ljudi poletelo v zrak in nato podleglo padcem ali pa jim bodo na glavo padli veliki predmeti. Trdili so tudi, da se bo večina predmetov dvignila približno 20 metrov v zrak in da bo to povzročilo splošno paniko po vsem svetu. Drug uporabnik trdi, da ima projekt Sidro proračun okoli 89 milijard dolarjev in da NASA na njem dela že več let. Poleg tega je bilo predlagano, da je agencija želela izvesti eksperiment, da bi ugotovila, ali bi preživeli na Zemlji brez gravitacije za 7 sekund. Nekateri so navedli, da bo posledica te gravitacijske anomalije vsaj 10 let obnove po gospodarskem zlomu in da bomo morali začeti obnavljati naše skupnosti, ker bo skoraj vsaka infrastruktura na Zemlji močno poškodovana ali popolnoma uničena. Znano je, da bo 12. avgusta 2026 opazovan sončni mrk, vendar ostaja neznano, ali bodo teoretiki zarote to vzeli kot znak, da se bo na isti dan zgodilo nekaj veliko bolj zloveščega. Več strokovnjakov je v takrat spregovorilo in zagotovilo javnosti, da bo gravitacija na ta dan ostala povsem normalna in da ni treba sprejemati nobenih posebnih ukrepov, saj je teorija popolnoma izmišljena in neresnična. Številka 9. Vsi smo že slišali različne teorije zarote o nadnaravnem, kot na primer, da so nekateri slavni v resnici demoni ali da te duhovi lahko spremljajo in preganjajo do konca življenja. Ali da so nekateri deli sveta portali, ki lahko človeka prenesejo v drugo resničnost. Potem je tu še teorija, da Necronomicon, izmišljena knjiga, ki jo je ustvaril avtor H.P. Lovecraft, v resnici obstaja in da je Lovecraft dejansko poskušal z nami deliti skrivnosti o okultnem, ne da bi bil pri tem preveč očiten. Lovecraft, ki je živel med letoma 1890 in 1937, je postal znan po svojih nenavadnih kratkih zgodbah, pesmih, romanih in esejih, v katerih so bili večinoma prisotni nadnaravni elementi in bitja iz drugih svetov. Na primer Cthulhu, ki se je pojavil v njegovi zgodbi Klic Cthulhuja, kar je tudi naslov pesmi heavy metal skupine Metallica. Bitje se je prvič pojavilo leta 1928 in je opisano kot da ima glavo podobno hobotnici, obraz prekrit s tipalkami, luskasto telo, ki spominja na gumo, ter dolga ozka krila na hrbtu. Visoko je več 100 čevljev in ima roke ter noge podobne človeški. Stoletja je Cthulhu spal v potopljenem mestu Rilija v Tihem oceanu. Ko so zvezde poravnane na pravi način, se bitje prebudi in nastane kaos. Celotna Zemlja je vržena v kataklizmo in človeštvo je skoraj popolnoma uničeno.
Necronomicon je del mitologije o Cthulhuju in Lovecraft je pojasnil, da je na idejo o knjigi in njenem imenu naletel med sanjami. Pogosto ga imenujejo tudi knjiga mrtvih, prvič pa ga je Lovecraft omenil v zgodbi z naslovom Purs. Ko je pisal o zgodovini knjige, je Lovecraft navedel, da se je prvotno imenovala Al-Azif, kar je arabska beseda, ki se nanaša na nočni zvok, ki ga oddajajo določene žuželke. Ta zvok pa mnogi opisujejo kot podoben tuljenju demonov. Avtor knjige je napol blazni Arabec z imenom Abdul al-Zarad, ki je častil dve Lovecraftovi stvaritvi, Yogg Sothoth in Cthulhuja. Umrl je pod skrivnostnimi okoliščinami leta 738, potem ko ga je napadlo ogromno bitje. Po njegovi smrti so knjigo preučevali filozofi. Leta 950 pa je bila prevedena v grščino, takrat pa je tudi dobila novo ime – Necronomicon. O videzu knjige ni veliko znanega, vendar je Lovecraft omenil, da je vezana v usnje in da je zaklenjena z več kovinskimi sponkami. V knjigi bo bralec našel zbirko prepovedanega znanja, vključno z uroki, rituali in informacijami o starodavnih in pozabljenih bitjih, kot je Cthulhu. Toda ne more ga odpreti in brati iz njega kar vsak. Pravi se, da vsak, ki prebere besedilo, izve grozljivo resnico o resničnosti in da bo po pridobitvi tega znanja znorel. Poleg tega bo vsak, ki lahko uspešno prebere knjigo, sposoben priklicati strašljiva in ogromna bitja, ki bi lahko sejala uničenje po vsem svetu. Lahko se uporablja za odpiranje portalov v druge svetove, izvajanje temnih in prepovedanih magičnih ritualov ter razkrivanje resnice o resničnosti. Kar pomeni, da vse, kar poznamo in vidimo, ni le ustvarjeno, temveč tudi nadzorovano s strani starodavnih bitij, ki še vedno obstajajo danes. Necronomicon je seveda izmišljena knjiga, ki si jo je Lovecraft izmislil v svoji domišljiji. A veliko ljudi verjame, da takšen tekst res obstaja in da je le vprašanje časa, ali se bo nekdo odločil, da ga uporabi, s čimer bo svet pahnil v kaos. Številka 8. Edgar Allan Poe velja za enega največjih avtorjev vseh časov. Čeprav njegove zgodbe in pesmi morda niso za vsakogar, glede na njihovo običajno temačno vzdušje in tematiko, ni mogoče zanikati, da je bil mojster svojega poklica in da bodo o njegovem delu razpravljali še mnoga desetletja. Njegovo najbolj znano delo, Krokar, pripoveduje zgodbo o moškem, ki zasliši trkanje na svoja vhodna vrata, kar ga prestraši, saj je pozno ponoči. Ko končno odpre vrata, se znajde iz oči v oči s krokarjem, ki ga nato muči z eno samo besedo. Nikoli več. Štejejo ga tudi za očeta detektivskega žanra, saj njegova zgodba Umori v ulici Morg pripoveduje o takšnem zločinu, ki je bil storjen v zaklenjeni sobi, zaradi česar so bili policija in vsi vpleteni zmedeni, dokler primer ni razrešil amaterski detektiv C. Auguste Dupin. Toda Poe ni imel lahkega življenja. Njegov oče je leta 1810, leto po njegovem rojstvu, preprosto zapustil družino. Njegova mati pa je nato zbolela za tuberkulozo, ki ji je leto kasneje vzela življenje. On in njegova rejniška družina so se leta 1815 preselili iz Bostona v Massachusettsu v London v Angliji, vendar so se leta 1820 vrnili v ZDA. Služil je v vojski in po smrti svojega brata je začel svojo kariero kot pisatelj, vendar ni šlo tako, kot je načrtoval. Njegovo delo je bilo za večino ljudi pretemno in trajalo je dolgo, preden je lahko dostojno zaslužil za življenje. Njegova žena, Virginia Eliza Clem Poe, je umrla leta 1847, potem ko je prav tako zbolela za tuberkulozo in padal je v globoko depresijo, od katere si nikoli ni popolnoma opomogel. S časoma je postal priznan zaradi svojega dela in pravijo, da je bil prvi ameriški avtor, ki je preživljal izključno s pisanjem. Čeprav je morda končno dosegel uspeh v svojem izbranem poklicu, naj po smrti svoje žene nikoli ne bi bil zares srečen. Tudi njegova lastna smrt je še vedno zavita v skrivnost, za katero nekateri teoretiki zarote menijo, da je bolj zlovešča, kot tam želijo prikazati. Zadevni dan je bil 3. oktober 1849. Poja so našli v polzavestnem stanju v Baltimoru in po pričevanjih je bil v veliki stiski ter je potreboval pomoč. Nosil je tuja oblačila in večkrat je ponavljal ime Reynolds. Ta oseba ni bila nikoli identificirana in še vedno ni znano, na koga je pomislil ali kakšno povezavo je imela ta oseba z njegovim slabim stanjem, v katerem so ga našli.
Na to so ga odpeljali v Washington Medical College, kjer je prejel zdravljenje, vendar je na koncu umrl. Nikoli ni bil dovolj preseben, da bi lahko pojasnil, kaj se mu je zgodilo ali zakaj je izginil za več dni, preden so ga ponovno našli v zelo slabem stanju. Tu nastopijo teorije zarote. Osredotočene so se na dejstvo, da so Poja našli na ulici pred voliščem med volitvami. Verjamejo, da je bila njegova smrt načrtovana in da je bil žrtev tacinste kupinga, kar pomeni, da so nič hudega, slutečega človeka ugrabili z ulice in ga prisilili, da je večkrat glasoval, vendar šele potem, ko so ga prisilili zaužiti snov, ki ga je naredila dovzetnega za sugestije. To seveda nikoli ni bilo dokazano, vendar nekateri teoretiki verjamejo, da to pojasnjuje, zakaj so Poja našli v tako obupnem stanju in zakaj ni nikoli prejel ustrezne medicinske oskrbe, ki bi mu tisti dan lahko rešila življenje. Številka 7. Po rimski legendi je bilo mesto ustanovljeno 21. aprila 753 pred Neštonu štatne. Njegov prvi kralj pa je bil Romul. Nekateri arheološki dokazi kažejo, da so se naseljenci na tem območju pojavili že v 10. stoletju pred Nešten štative in začeli postavljati temelje za to, kar bo kasneje postalo glavno mesto Italije. Vendar pa po mnenju enega teoretika zarote mesto sploh nikoli ni obstajalo, kar je zelo razjezilo arheologe po vsem svetu, ki so temeljito preučevali zgodovino mesta in tam skozi leta odkrili izjemne zgodovinske najdbe. Objava se je najprej pojavila na profilu TikTokerja, ki je trdil, da mesto nikoli ni obstajalo in da je katoliška cerkev v 16. stoletju ustvarila prevaro, s katero je vse prepričala, da Rim dejansko obstaja. Teoretik zarote, o katerem govorimo, se imenuje Donna Dickens. Njena prva objava na to temo je nastala leta 2021, nato pa o tem ni pogosto razpravljala. Približno leto kasneje je ponovno naletela na kritike strokovnjakov in znanstvenikov, ko je ustvarila nove objave o svojih trditvah. Kmalu potem, ko je bil video naložen, je dosegel kar 75.000 ogledov. Nato pa so ga delili številni Donini sledilci, kar je zagotovilo, da si ga je ogledalo še na tisoče uporabnikov na različnih platformah. V svoji objavi je trdila, da iz Rima nikoli niso našli nobenih kulturno pomembnih artefaktov. Nikoli niso odkrili nobenih pomembnih dokumentov povezanih z mestom. Prav tako niso nikoli našli nobenih pravih rimskih spomenikov. Dodala je, da je bilo mesto izmišljena homogenizacija evropske avtohtone kulture, ki jo je ohranjala katoliška cerkev. Dodala je, da je bila rimska kultura, o kateri smo se učili v šoli, v resnici izposojena od civilizacij, kot so Grčija, Azija, Turčija in Egipt. Kar zadeva slavne znamenitosti, kot sta Kolosej in Partenon, verjame, da teh zgradb ni mogoče uporabiti kot dokaz, da je Rim sploh kdaj obstajal. Saj kamnov, iz katerih so zgrajeni, ni mogoče datirati z ogljikom, zato strokovnjaki v resnici ne vedo, kako stari so. Nekdo bi lahko trdil, da je pozabila na številne starorimske dokumente, ki so jih odkrili skozi leta, vendar je imela tudi na to odgovor. Dana verjame, da ker izvirnikov teh dokumentov niso našli, so bili tisti, ki so jih odkrili, ponarejeni strani menihov, ki jim je to ponovno ukazala cerkev. Na srečo ni težko ovrči Doninih slabo raziskanih trditev. Vemo, da so v Rimu našli starodavne in izvirne rokopise, večina jih je napisanih v latinščini, avtorji pa so bili pomembni meščani tistega časa. Ko so te trditve prišle na dan, so se mnogi spraševali, kakšno je Donino ozadje in kakšno strokovno znanje ima, da lahko pride do takšnih zaključkov. Izkazalo se je, da je bila nekdanja novinarka zabavne rubrike, ki je študirala antropologijo in zgodovino, vendar je na koncu 3. letnika opustila študij. Njene trditve so strokovnjaki temeljito ovrgli, vendar žal še vedno veliko ljudi verjame, da so njene teorije utemeljene na dejstvih, kar pa zagotovo ne drži. Številka 6. Stonehenge ostaja eden najbolj skrivnostnih spomenikov, kar so jih kdaj odkrili. Omenjanje tega spomenika sega v 12. stoletje, vendar so se izkopavanja na tem mestu prvič začela šele v 20. letih 17. stoletja. Prvo raziskavo tega mesta je v 60. letih 17. stoletja opravil John Aubrey, ki je predlagal, da so Aubreyjeve jame, poimenovane po njem, nekoč služile kot tempelj druidov v starih časih. V 18. stoletju je spomenik preučeval William Stukeley in na koncu so ugotovili, da Stonehenge sega v bronasto dobo. Leta 1882 je bil razglašen za zaščiteni starodavni spomenik.
In čeprav je bilo na tem območju, ki se nahaja na Salisburyski planoti v grofiji Wiltshire v Angliji, opravljenih ogromno raziskav, še vedno ostaja veliko vprašanj o tej nenavadni in skrivnostni zgradbi. Vemo, da se je gradnja Stonehengea začela pred približno 5000 leti, vendar njegovi graditelji niso nikoli pustili nobenih sledi o tem, kdo so bili ali zakaj so nameravali uporabiti ta prostor. Nikoli niso našli nobenih pisanih zapisov o njegovi gradnji, zato obstaja veliko teorij o namenu in ljudeh, ki so ga zgradili. Ena najzgodnejših in najbolj nenavadnih teorij predlaga, da je ogromne kamne na svoje mesto postavil velikan. Verjame se, da so se zgodnji zgodovinarji močno zanašali na ljudsko izročilo, kadarkoli so naleteli na nekaj, česar niso mogli razložiti. Zato se zdi velikan popolna razlaga za to. Toda ta nenavadna trditev postane še bolj čudna. Po nekaterih zgodovinarjih iz tistega časa naj bi velikanu naročil, naj prinese kamne na to mesto čarovnik Merlin, ki ga pogosto povezujejo z legendami o kralju Arturju. Druga in verjetno najbolj razširjena teorija je, da so ga zgradili Nezemljani, ki so obiskali Zemljo pred 1000 leti. Drugi verjamejo, da so ljudem, ki so živeli na tem območju, zgolj dali tehnologijo, potrebno za premikanje kamnov, in da se je ta tehnologija sčasoma preprosto izgubila. Med teoretiki zarot je prav tako priljubljena domneva, da so ga zgradili starodavni druidi. Po tej teoriji naj bi bil spomenik uporabljen za čaščenje njihovih malikov, vendar vemo, da so se prvi druidi pojavili šele približno 2000 let po tem, ko je bil Stonehenge zgrajen. Zato je večina strokovnjakov to teorijo zavrnila. Potem je tu še teorija, da so ga v starih časih uporabljali glasbeniki. Raziskovalci so preučevali sestavo kamnov in ugotovili, da so monoliti iz modrega kamna ob udarcu na določenih mestih zazveneli, podobno kot boben. Toda tudi ta teorija ima pomanjkljivosti, saj se zdi malo verjetno, da bi kdo prevažal tako težke in masivne kamne, več kilometrov, samo zato, da bi sestavil zapleten in komaj delujoč komplet bobnov. Nekateri pa verjamejo, da Stonehenge sploh nima pravega pomena in da sta ga zgradila dva prazgodovinska jamska človeka, ki nista imela nič boljšega za početi. Imela sta na pretek časa in sta se preprosto odločila, da bosta zložila nekaj kamnov enega na drugega. Čeprav teoretiki, ki verjamejo v to teorijo, niso uspeli pojasniti, kako naj bi to bilo izvedeno. Strokovnjaki, ki so preučevali to najdišče, so predlagali najbolj verjetne teorije, da je bil Stonehenge uporabljen kot tempelj, pokopališče in astronomski koledar. To je večina strokovnjakov sprejela kot verjetno in ni dvoma, da se bo v prihodnjih letih in desetletjih pojavilo še veliko teorij o Stonehengeu, ki bodo nedvomno tako nenavadne, kot pričakujemo. Številka 5. Projekt Bluebeam, ki ga ne gre zamenjevati s projektom Blue Book, ki je bil študija opažanj NLP-jev, prav tako vsebuje elemente Nezemljanov. Toda po mnenju teoretikov, zarote vključuje tudi religijo in zlovešč načrt vlad sveta. Ta teorija obstaja že od 90. let prejšnjega stoletja, ko jo je svetu prvič predstavil kanadski novinar Sergej Monast. Čeprav svojih virov nikoli ni razkril, je izjavil, da NASA vodi operacijo, med katero naj bi z uporabo holografskih slik in manipuliranjem umov ljudi vzpostavili religijo nove dobe. Trdil je, da naj bi bil projekt izveden v 4 fazah. Prva faza naj bi vključevala potrese, ki bi se zgodili po vsem svetu, vendar to ne bi bili običajni potresi. Ti potresi bi bili umetno povzročeni strani istih vlad z zelo specifičnim ciljem. Ko bi se potresi umirili, bi arheologi začeli odkrivati prelomna odkritja pod na novo razgaljeno zemljo. Ta odkritja bi postavila naše razumevanje religije in zgodovine pod vprašaj, in mnogi ljudje bi namesto tega začeli slediti prej omenjeni religiji nove dobe. NATO bi tehnologijo uporabili za projiciranje holografskih podob božanstev na nebo, da bi jih vsi lahko videli. To bi povzročilo, da bi veliko ljudi verjelo, da so bili priča nečemu globokemu in da morajo začeti slediti tej novi religiji. Naslednji korak bi bil prepričati ljudi, da z njimi komunicirajo na telepatski ravni. To bi dosegli z uporabo nizkofrekvenčnih valov, ki bi po Monastu ustvarili iluzijo glasov, ki jim govorijo v njihovih mislih. Nazadnje bi 4. faza vključevala pojav lika, podobnega Jezusu, odrešenika, ki bi se nenadoma pojavil na zemlji in prepričal ves svet, da preide na eno vlado in eno vero. Do te točke je bilo že veliko ljudi prepričanih, da je ameriška vojska razvila holografsko tehnologijo, ki bi jo lahko uporabili za zavajanje kogarkoli bi želeli.
Nekateri so celo predlagali, da je nebo v resnici le ogromen zaslon in da je tisto, kar vidimo nad seboj, zgolj iluzija. Monast je dodal, da bo NASA uporabila to tehnologijo za uprizoritev lažne invazije nezemljanov na Zemljo in da bodo ljudje zlahka prevarani, da verjamejo temu, kar vidijo z lastnimi očmi. Tudi Monastova smrt velja za sumljiva med teoretiki zarote. Čeprav v njegovih zdravstvenih kartotekah piše, da je umrl zaradi srčnega napada, nekateri verjamejo, da so bile njegove teorije pravilne in da ga je vlada utišala. Preden bi lahko razkril še kaj več o njihovem zlobnem načrtu za prevzem sveta. Skozi leta je bilo v to vedno bolj razvijajočo se teorijo vključenih še več agencij, vključno s HARP, SpaceX in drugimi. In pojav umetne inteligence je le še okrepil njihovo prepričanje, da nam lažejo. Vendar so strokovnjaki ugotovili, da je te trditve enostavno zavrniti. Nikoli niso bili predstavljeni nobeni dokazi, ki bi podprli njegove trditve. In splošno velja, da je zgolj ugibal in svoje misli predstavljal kot dejstva. Poleg tega ne obstaja nobena holografska tehnologija, kot jo opisuje njegova teorija, saj nobena vlada nima sredstev, da bi projicirala videoposnetke invazije nezemljanov celemu svetu hkrati. Zadnji žebelj v krsto te teorije je dejstvo, da je bil dejanski datum dogodka napovedan že večkrat. Vendar, kot vsi vemo, do invazije nezemljanov nikoli ni prišlo. Nov svetovni red ni bil vzpostavljen in v večini držav smo še vedno svobodni, da sledimo veri po lastni izbiri. Številka 4. Zahvaljujoč pouku geografije v šoli, vemo, da so potresi posledica nenadnega sproščanja energije vzdolž prelomnic Zemlje, običajno zaradi premikanja njenih tektonskih plošč. A zdi se, da niti to osnovno znanje ni sprejemljivo za nekatere teoretike zarot. Eden izmed nasprotnikov tega znanja je duhovnik iz Irana, ki je leta 2010 povzročil precejšen vihar po svetu, ko je podal nekaj nenavadnih in spornih trditev o tem naravnem pojavu. Potresi so v Iranu pogost pojav, saj ta država vsako leto doživi več potresov kot večina drugih držav. Takratni predsednik države, Mahmud Ahmadinejad, je napovedal, da bo prestolnico Teheran prej ali slej prizadel močan potres in predlagal, naj se 12 milijonov prebivalcev, ki tam živijo, preseli na varnejša območja. To je smešna trditev, saj bi bila preselitev tolikšnega števila ljudi logistična nočna mora. Poleg tega pa bi mnogi zavrnili, da bi zaradi strahov in napovedi enega človeka zapustili svoje domove. A v primerjavi s trditvami Kasima Sididžija se Ahmadinejadove zdijo skoraj verjetne. Sididži je povzročil ogorčenje po vsem svetu, ko je namignil, da potresi niso naravna nesreča, temveč jih povzročajo ženske, ki se neprimerno oblačijo. Prav tako je okrivil ženske, ki prešuštvujejo, druge, ki po njegovih besedah kvarijo svojo čistost, in ženske, ki moške zapeljujejo na kriva pota. Njegova razkritja so bila skoraj zagotovo pretirana reakcija na dejstvo, da se številne mlade ženske v Iranu niso želele oblačiti v skladu s pravili islama, ki jim prepovedujejo razkrivanje kateregakoli dela telesa moškim, ki niso v sorodu z njimi, razen obraza, rok in stopo. Njihovi lasje, vratovi in preostali deli telesa morajo biti pokriti, ko so v javnosti. Toda skozi leta se je vedno več žensk odločilo, da bodo kršile ta pravila, kar je očitno razjezilo Sididžija. Med enim od svojih pridig je trdil, da je z njim govorila božanska avtoriteta in mu povedala, da državo prizadenejo nesreče, kot so potresi. Dodal je, da bi se tem nesrečam lahko izognili le, če bi se ženske začele primerno oblačiti in se vrnile k svojim verskim koreninam. Omeniti je treba, da so se te ženske zgolj odločile nositi oprijete plašče in rute, ki so razkrivale nekaj njihovih las, kar pa ni dovoljeno. Na vprašanje, kdaj naj bi ta potres prizadel Iran, je Sididži trdil, da ne more navesti natančnega datuma, vendar je ponovil, da je le vprašanje časa, kdaj bo nesreča udarila. Prav tako je predlagal, da se prebivalci Teherana takoj preselijo, ali da se vsaj 5 milijonov od 12 milijonov prebivalcev preseli, da bi zmanjšali število smrtnih žrtev, ko bo potres končno udaril. Njegove misli je ponovil tudi minister za socialo, ki je izjavil, da sta molitev in kesanje edina načina, da se izognemo tej nesreči, ter da bi morale zadevne ženske začeti prositi za odpuščanje za svoje pregrehe. Seizmologi so iransko vlado opozorili, da bo Teheran prej ali slej prizadel močan potres. Nekateri pa so predlagali, da bi prestolnico preselili drugam, da bi rešili čim več življenj.
CDG verjame, da če se ženske v Teheranu ne bodo odločile za kesanje in opustile svojih grešnih poti, bodo povzročile nepopisno katastrofo, ki bo terjala nešteto življenj in pahnila državo v finančno krizo, od katere si bo opomogla šele čez desetletja. Številka 3. V 20 letih prejšnjega stoletja je kitajska nacionalistična stranka predlagala, da bi čez reko Jangtze zgradili ogromen jez. Ideja za ta projekt, ki je danes znan kot vodnogospodarski projekt 3 sotesk na reki Jangtze, je bila za nekaj let odložena, vse do leta 1953, ko so se odločili, da izvedejo študijo izvedljivosti in izberejo lokacijo. Eden glavnih razlogov za njegovo izgradnjo je bil nadzor nad uničujočimi poplavami, ki so nastale, ko je reka prestopila bregove. Omogočil pa bi tudi trgovino v notranjosti države in se lahko uporabljal za proizvodnjo električne energije za več območij v državi. Veliko ljudi je takoj podprlo projekt, vendar so nekateri menili, da je to slaba ideja. Bali so se, da bi jez lahko propadel in da bi več kot 1,3 milijona ljudi izgubilo svoje domove in morda tudi življenja. Če bi se to zgodilo, bi bilo veliko ikoničnih kulturnih znamenitosti popolnoma uničenih, arheološka najdišča bi bila izgubljena, ljudje, ki živijo ob reki, pa bi ostali brez vsega. Potem je bila tu še teorija, da bi zadrževanje tako ogromne količine vode, približno 42 milijard ton, škodovalo planetu. Nasprotniki so trdili, da bi voda povzročila nenaravno premikanje zemlje, kar bi povzročilo naravne nesreče, predvsem potrese in zemeljske plazove po vsem svetu, zaradi česar bi veliko ljudi izgubilo življenje ali bilo pregnanih iz svojih domov. Nato je bilo predlagano, da namesto tega zgradijo niz jezov. Bili bi manjši, lažji za upravljanje in bi vsebovali manj vode kot predlagani projekt. Proizvajali bi enako količino električne energije kot velika jez in prav tako učinkovito nadzorovali poplave na tem območju. Toda njihove skrbi so naletele na gluha ušesa. Kljub temu so njihovi strahovi povzročili 40-letno zamudo pri gradnji jezu, ki se je končno začela leta 1994. Toda tudi takrat projekt ni bil brez težav. Ko je zmanjkalo sredstev, je kitajska vlada zaprosila Svetovno banko za posojilo, vendar je bila zavrnjena, saj so obstajali strahovi, da bi jez povzročil okoljske težave. Prva faza gradnje je bila zaključena leta 1997. Leta 2003 pa se je rezervoar začel polniti. To je povzročilo, da je bilo kar 1200 pomembnih arheoloških najdišč zavedno izgubljenih. Glavni zid jezu je bil dokončan leta 2060. Let kasneje pa je bil projekt uspešno zaključen. Leta 2024 se je začela širiti viralna trditev, da naj bi voda v jezu 3 sotesk povzročila upočasnitev vrtenja zemlje. To trditev so raziskali in ugotovili, da je resnična, vendar so odkrili, da je sprememba v vrtenju zanemarljiva, saj se zemlja vrti le približno 0,06 mikrosekunde počasneje kot običajno. To je prineslo veliko olajšanje milijonom ljudi po vsem svetu. Toda, kot je pogosto, so nekateri teoretiki zarote zavrnili te podatke in začeli širiti nenavadne trditve o tem, kaj naj bi se po njihovem mnenju v resnici dogajalo. Trdili so, da je ogromna količina vode, ki je povzročila neravnovesje v zemljini rotaciji, začela vplivati na vremenske vzorce planeta. Prav tako so bili prepričani, da je to povzročilo nekatere nedavne potrese in naravne nesreče. Vendar pa niso mogli predložiti nobenih dokazov, ki bi podprli to teorijo. NASA je poudarila, da se zemljina rotacija tako ali tako spreminja in da bi morali vsakršne strahove, da na naš planet negativno vpliva jez 3 sotesk, zavreči kot obrobno teorijo in nič več. Številka 2. Ljudje so bili stoletja očarani nad nočnim nebom. Učenjaki pa že zelo dolgo preučujejo zvezde. Od takrat smo se veliko naučili o našem sončnem sistemu in o tistih, ki obstajajo milijone svetlobnih let stran. Planeti Merkur, Venera, Mars, Jupiter in Saturn so nam znani že iz prazgodovine, saj so s prostim očesom vidni na nočnem nebu. Drugi planeti pa so se izkazali za bolj izmuzljive. Prva odkritja s teleskopom so bila narejena leta 1781, ko je William Herschel odkril uran. In leta 1848 je Johann Galle odkril Neptun, potem ko je preučil delo Urbana Le Verrieja in Johna Coucha Adamsa. Pluton, ki ga danes ne štejemo več za planet, je bil odkrit leta 1930 strani Clyda Tombauga. Zdaj pa je ponovno razvrščen kot pritlikavi planet.
Od takrat smo preučevali vesolje, kolikor smo le mogli. Toda nekateri teoretiki zarot, med katerimi je tudi znan astronom, verjamejo, da smo se motili glede enega posebnega in pomembnega vidika naše galaksije. Astronom Paul Cox je podal nekaj spornih trditev o našem Soncu in verjame, da je Nacionalna uprava za aeronautiko in vesolje, NASA, za vsem tem. Medtem ko je večina ljudi njegove nenavadne trditve zavrnila, so ga drugi vzeli za besedo, verjetno zaradi njegove verodostojnosti kot spoštovanega astronoma. Cox je sporne izjave podal junija 2016, ko je vodil 8-urno oddajo Živo, med katero je razpravljal o prehodih planeta Merkur čez Sonce. Oddaja je bila predvajana na spletni strani SLU, vendar je dobila nepričakovan zasuk. Ko je govoril o takratnem položaju Merkurja na svojem zaslonu, je nenadoma izjavil: "Morda se sprašujete, kaj je tista velika okrogla stvar tik ob Soncu?" Na to je mimogrede omenil, da gledalci gledajo na drugo Zemljino Sonce in šaljivo pripomnil, da večina ljudi verjetno sploh ne ve, da obstaja. Gledalci so bili takoj presenečeni na to sporno izjavo, na kateri so sprva mislili, da se Cox šali, a kmalu je postalo jasno, da je glede tega zelo resen. Nadaljeval je z razlago, da je to drugo Sonce običajno skrito pred očmi javnosti strani več agencij, med katerimi je tudi NASA. Vendar pa ni razkril imen nobenih drugih agencij, ki naj bi bile vpletene v to srhljivo zaroto. Kot je bilo pričakovati, so te izjave takoj povzročile razburjenje na spletu. Teoretiki zarot so sedli za tipkovnice in začeli pisati o drugem Soncu, ki naj bi ga pred nami skrivali desetletja, medtem ko so drugi na družbenih omrežjih širili novico, da nam je vlada vse življenje lagala. Težava te teorije zarote je v tem, da jo je predlagal nekdo, ki je bil do tistega trenutka spoštovan na svojem področju in je v svoji karieri opravil veliko lastnih raziskav. Zaradi tega so teoretiki zarot se hitro pridružili temu valu in začeli preplavljati internet z novicami o tej domnevni prevari. Coxovi kolegi astronomi so hitro opozorili, da je bil predmet, na katerega je kazal, ko je izrekel te komentarje, v resnici planet Merkur, o katerem je ves čas govoril. Njegove trditve so zavrnili tako drugi astronomi kot strokovnjaki, ki so javnost pomirili, da imamo samo eno Sonce in da pred nami ni skrito nobeno takšno nebesno telo. Številka 1. Večina izmed nas pozna izraz Veliki brat, frazo, ki je bila prvič uporabljena v distopičnem romanu 1984, ki ga je napisal George Orwell leta 1948 in še danes velja za mojstrovino. V knjigi Orwell opisuje prihodnost, v kateri celoten svet upravlja ena sama vlada. To je obdobje zatiranja, v katerem je javnost prisiljena ubogati ukaze ali pa jih odpeljejo v skrivno sobo, sobo 101, iz katere pridejo duhovno in psihološko zlomljeni. Najbolj zapomnjen vidik knjige je, da so vsi pod stalnim nadzorom in da je vsak napačen korak ali uporniško dejanje kaznovano z izjemno strogostjo. V resničnem svetu se mnogi bojijo, da to postaja resničnost, saj so varnostne kamere povsod. In celo dokazano je bilo, da vlade po svetu vohunijo za svojimi državljani. Dober primer tega je, ko nekdo z enim od svojih prijateljev ustno ali iz oči v oči razpravlja o nakupu novega izdelka. Nato pa mu že čez nekaj minut na eni od pametnih naprav začnejo prikazovati oglase prav za ta izdelek. Prav tako je bilo dokazano, zahvaljujoč žvižgačem, da so agencije, kot je NSA, že dolgo časa prisluškovale telefonskim klicem ljudi, čeprav so vedno trdile, da nikoli ne bi na tak način posegle v njihovo zasebnost. Rezultat je povečanje paranoje med splošno javnostjo, še posebej zato, ker večina od nas potrebuje svoje naprave, kot so mobilni telefoni in prenosniki, za preživljanje in ohranjanje stikov z našimi najdražjimi. Teorije zarote na to temo so se začele množiti v zgodnjih 2000-ih, ko je bilo napovedano, da bodo analogno televizijo sistematično ukinili in jo nadomestili z digitalno televizijo. Prva država, ki je sprejela to spremembo, je bila Nemčija, kjer so leta 2003 izklopili vse zemeljske analogne signale. Ameriška vlada se je odločila, da bodo analogni signali izklopljeni leta 2009. Mednarodni rok za ta prehod pa je bil potrjen za leto 2015. Razlog za preklop je bil, da bi se analogni spekter lahko ponovno uporabil. S tem bi ga sprostili za oddajanje storitev 4G in 5G. Prehod na digitalno pa bi gledalcem omogočil tudi boljšo kakovost slike in zvoka med gledanjem njihovih najljubših oddaj.
Poleg tega bi digitalna tehnologija omogočila oddajanje veliko več kanalov, hkrati v istem frekvenčnem prostoru. Za večino ljudi je bila to razburljiva novica, saj bi zdaj lahko gledali svoje oddaje v višji ločljivosti. Vendar pa niso vsi menili, da je to dobra ideja. Upirali so se ideji, da nimajo izbire in morajo preiti na novo tehnologijo, ter so menili, da se v ozadju dogaja nekaj bolj zloveščega. Teoretiki zarote so začeli izrekati neverjetne trditve in mnogi ljudje so se začeli z njimi strinjati. Bili so zaskrbljeni, da bodo nove digitalne televizije, ki jih bomo potrebovali za gledanje televizije, opremljene s skritimi kamerami, ki bodo spremljale vsak naš gib, ko bomo v svojih domovih ali pisarnah. Tudi bolnišnice, vladne stavbe in drugi javni prostori, kot so bari in restauracije, niso bili imuni. Ko bi bil prehod zaključen, bi bil praktično ves svet pod 24-urnim nadzorom. Zasebnost pa bi ne obstajala več. Te informacije bi se nato lahko uporabile za različne namene, kot so oglaševanje in splošno vohunjenje. Kljub tem trditvam ima zdaj večina ljudi digitalne televizorje, vendar se mnogi še vedno ne počutijo udobno v svojih domovih, saj imajo občutek, da jih veliki brat nenehno opazuje. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi videi. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.